Caroline Ellison obsojena na 2 leti zapora zaradi vpletenosti v propad FTX. Se bliža konec za politične meme žetone. Kitajska je predstavila novi stimulativen paket. Kako bo to vplivalo na kriptotrg? In Bybit zapušča Francijo. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Caroline Ellison, nekdanja soizvršna direktorica podjetja Alameda Research, je bila obsojena na 2 leti zapora zaradi svoje vloge pri propadu kriptoborze FTX, ki je povzročila izgube v višini več milijard dolarjev za uporabnike. Ellisonova je priznala krivdo za več kaznivih dejanj, vključno z goljufijami in pranjem denarja, ter se strinjala s predajo približno 11 milijard dolarjev premoženja. Med sojenjem je izjavila, da globoko obžaluje svoje dejanje in da se vsak dan spominja ljudi, ki jih je prizadela. Pomembno je tudi poudariti, da je sodelovala z oblastmi in pričala proti SBF-u, nekdanjemu direktorju FTX in njenemu bivšemu fantu, ki je prejel 25-letno zaporno kazen. Zaradi njenega sodelovanja je sodnik Caroline izrekel milejšo kazen, kljub temu pa je njen primer opozorilo za vse vpletene v podobne finančne škandale. Premila kazen, kaj vi pravite? Kar napišite spodaj. Je konec zabave za politične mimkovance? Politični mimkovanci, kot sta Trump in MAGA, so med letošnjim bikovskim trgom v kriptosvetu dosegli velik uspeh, predvsem zaradi ameriških volitev in politik Donalda Trumpa naklonjenih Bitcoinu. Ti kovanci so postali priljubljeni med špekulanti, njihova vrednost pa niha glede na politične dogodke. Vendar pa analitiki opozarjajo, da so ti kovanci zelo tvegani. Na primer, kovanec Joe Biden je po odpovedi predsedniške kandidature Joea Bidena izgubil skoraj vso vrednost. Napovedi za prihodnost teh kovancev so negotove, saj je njihova vrednost odvisna od političnih dogodkov. Po volitvah bi lahko njihova vrednost močno upadla, kar bi zmanjšalo zanimanje tudi za platforme, kot je Polymarket, kjer lahko uporabniki stavijo na politične rezultate. Kljub temu analitiki menijo, da bo politična angažiranost uporabnikov trajala tudi po volitvah. To je res riskantna naložba, zato previdno s tem. Hej, če so ti všeč naše novice do zdaj, nam daj všeček in komentiraj, kaj si misliš o njih. Ne pozabi se tudi naročiti na kanal in nastaviti obveščanja, da ne boš zamudil naslednje epizode. Cena Bitcoina bi lahko kmalu dosegla $78,000, predvsem zaradi nedavne finančne pomoči Kitajske. Ljudska banka Kitajske je v finančni sistem vbrizgala $140 milijard, kar je spodbudilo povpraševanje po Bitcoinu. Analitiki menijo, da bo kitajska poteza vplivala tudi na druge centralne banke po svetu, saj kitajske stimulacije običajno povzročijo rast tveganih naložb, kot je tudi Bitcoin. Trenutno se na Bitcoinovem grafikonu oblikuje tako imenovani padajoči razširjajoči klin, vzorec, ki nakazuje morebitno nadaljnjo rast. Če se ta vzorec potrdi, bi lahko cena dosegla nov rekord, kar bi lahko spodbudilo še več vlagateljev k nakupu. Oglejte si naš Kriptopuls Live, kjer se še podrobneje spustimo v analizo cene oziroma gibanja cene Bitcoina. Znana kriptoborza Bybit se umika s francoskega trga zaradi strožjih regulativnih. Znana kriptoborza Bybit se umika s francoskega trga zaradi strožjih regulativnih zahtev. Francoski regulator AMF je Bybitu naložil prenehanje delovanja, ker borza ni bila ustrezno registrirana za ponujanje kriptostoritev. Bybit je že omejil trgovanje za francoske uporabnike in jim omogoča le še dvig sredstev. Kljub umiku je Bybit izrazil upanje na vrnitev, ko bo pridobil potrebne licence. Francoski trgovci bodo sedaj morali poiskati alternative za trgovanje s kriptovalutami, pri čimer je ključnega pomena, da izberejo varne in regulirane platforme, ki zagotavljajo zaščito naložb in skladnosti s predpisi.
No in kriptomat je definitivno menjalnica, ki sledi vsem regulativam. Zato se vpišite, sprobajte, ne bo vam žal. To je tudi vse za to epizodo. Hvala vam za ogled in se vidimo v naslednji.